Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci, cenjene gledalke. V današnji oddaji gostimo ravnatelja glasbene šole Krško, Mitjo Režmana, ki nam bo predstavil vpogled v šolo, ki je lani obeležila 70-letnico delovanja. Lepo pozdravljeni in seveda dobrodošli v našem studiu. Dober dan, hvala lepa. Če začneva z najbolj aktualnimi zadevami, kako trenutno poteka delo na glasbeni šoli Krško? Ste se že vrnili v ustaljene tirnice? Ja in ne. Vrnili smo se v tem po-covid obdobju, v tem smislu poučujemo v celoti, vsi programi se izvajajo, tako individualni kot skupinski pouk. Seveda pa smo še vedno omejeni, kar se tiče prireditev, koncertov, nastopov, produkcij, nenazadnje vaj orkestrov, vaj komornih skupin, ki seveda zelo krepijo in so del naše dejavnosti. Tako da pouk poteka v celoti, tako individualno inštrument petje, kot tudi pouk teorije nauka o glasbi solfeža. Vrnili so se torej vsi učenci? Vrnili so se vsi učenci. Imamo nekaj izjemno redkih primerov, ki zaradi osebnih okoliščin še vedno delujejo nadaljavo, ampak praktično nič na nivoju cele šole. No. Kako pa je potekalo izobraževanje oziroma poučevanje v času epidemije? Moram reči, da smo se in so se naši učitelji zelo dobro, hitro in ažurno organizirali, prešli na ta nov način poučevanja, bili zelo ustvarjalni in inventivni pri uporabi teh elektronskih sredstev in tako naprej. In seveda potekalo je na več načinov in preko maila, preko telefonskih klicev, preko videokonferenc, mogoče preko Viberja, nekatere stvari. Delno je bilo to v začetku tudi pospremljeno z dodatno motivacijo, predvsem to je čas, v katerem naši učenci živijo, čas te elektronike, medijev in tako naprej. In morda jih je prehod na novo tehnologijo in nov medij celo spodbudil v štartu. Marsikaj je bilo zaznati celo večje dinamike, strasti po posredovanju posnetkov in tako naprej, ne. Tako da pravzaprav smo išli brez večjih kriz in izpadov iz te situacije, kar se tiče posredovanja znanja, ampak posredovanje znanja ni naša edina dejavnost, ki jo imamo, predvsem, ker smo tudi vzgojno izobraževalna inštitucija, ne samo izobraževalna, in ker imamo tudi opravka z majhnimi otroci, ki bolj rabijo mogoče človeški kontakt kot pa starejši, ki so se sposobni sami organizirati in lažje delati. Tako da iz tega vidika so bili otroci prikrajšani, pa ne samo v glasbeni šoli, seveda tudi v osnovni šoli in tako naprej, ne. Kako pa poteka letošnje šolsko leto? Kako je bilo s tekmovanji? Kako je bilo s koncerti? Marsikaj je bilo okrnjeno. Zadnja večja stvar, ki se je zgodila na nivoju glasbene šole, je bila prireditev Glasbena šola malo drugače. To je bilo v drugi polovici januarja v Kulturnem domu. Potem so stekle seveda še intenzivnejše priprave na vsa tekmovanja, ki so se skoraj v celoti izvedla. Ne. Predvsem se je skoraj v celoti izvedlo regijsko in državno tekmovanje Temsik in pa delovala so še dokaj dolgo v ta čas, korona čas, tudi nekatera mednarodna tekmovanja, katerih so se naši učenci in učitelji udeležili. Tako smo izvedli skoraj ves Temsik, samo iz discipline rock na državnem nivoju je ena kategorija nam izpadla, ki se bo sicer zdaj junija ponovila, sicer so pa seveda dosegali zelo lepe rezultate ti naši učenci, učitelji, predvsem z področja trobil. Pihalci so bili v Beogradu na mednarodnem tekmovanju, tudi harfisti so se udeležili tekmovanja. Tako da plesalci so dosegli lepe rezultate, tako da večino stvari, ki se jih vsako leto udeležujemo in udeležujejo, se je speljalo. Ampak je že posegalo v ta kritični čas in že ni toliko sproščeno potekalo, kot bi moralo.
Kako bi na kratko predstavili osebno izkaznico Glasbene šole Krško? Lani ste obeležili okrogli jubilej, 70-letnico delovanja. Ja, 70 let delovanja. Seveda v preteklih letih se je dogajalo veliko. Praktično vse glasbene šole so se zanetle in svoj razmah doživljale v povojnih letih. Ne? In tudi z Glasbeno šolo Krško je bilo tako. V tistih letih po vojni so na nivoju občin takratnih, se pravi, nastajale te prve glasbene šole v manjšem obsegu in tako naprej. Dostikrat so izhajale iz teh godbenih situacij, ki so se dogajale po teh krajih in se potem razvile v šolo, ki je bila manjša po obsegu, z manj učitelji, manj denarja je bilo za to namenjenega, manj učencev se je izobraževalo, predvsem so gojili ljubiteljsko in amatersko kulturo za muziciranje v nekih krajih. Kasneje pa je to dobivalo po eni strani resno podlago v učnih načrtih, sistemsko financiranje, dobili smo zakon o glasbenih šolah in financiranje glasbenih šol je prešlo iz občin na državo in tako naprej. Tako da danes je položaj glasbenega šolstva v Sloveniji izjemno dober. Ne? V svetovnem merilu bi si upal trditi, da celo najboljši. Ne? In tako, kar se tiče se pravi priznanja tega našega področja kot družbeno pomembnega, da smo znotraj te sheme proračunskega financiranja, kot tudi se strani ustanoviteljev občin, ki večinoma dajo dober položaj svojim glasbenim šolam in poskrbijo za to materialno podstat, se pravi za stavbo, za inštrumente, za vse to, kar noter. In tudi v našem okolju je tako, da občini, ki bdita in sta ustanoviteljici oziroma soustanoviteljici, to je občina Krško in pa Kostanjevica na Krki, zelo lepo skrbita za našo dejavnost in kar mi seveda tudi hvaležno vračamo v to okolje in vse te prireditve okrepimo z neko svečanostjo, z našo prisotnostjo, da damo pač neki pridih kulture temu lokalnemu dogajanju. Naj si bo družbeno, občinsko, gospodarsko ali kakršnokoli drugo. No. Koliko glasbil poučujete? Mi poučujemo vsa glasbila, ki se v glasbenih šolah nasplošno lahko poučujejo, torej ves asortimat, tudi tista redkejša, za katere je včasih manj interesa in manj učiteljev mogoče, ne? Tako da vsa slika simfoničnega orkestra, se pravi, poučujemo vsa godala, vsa pihala, vsa trobila, brenkala, instrumente s tipkami, tolkala in tudi sodobni ples in petje. Kakšno je zanimanje mladih za glasbo in kateri inštrumenti zanimajo? Če bi sam ocenil zadnje obdobje, bi lahko rekel, da nasplošno upada interes za kulturo in umetnost v državi, pa ne samo v državi, ampak nasplošno tudi v širšem prostoru. To ima zdaj različne seveda vzroke za to, predvsem se pa pozna, pri našem delu se pozna pomanjkanje koncentracije. Ne? Naše delo nikoli ni vezano na kratkoročne, trenutne rezultate, ni hitrega uspeha, ampak je dolga pot intenzivnega dela, razmišljanja o tem, vadenja, poskušanja graditve motorike, graditve ideje znotraj glasbe in tako naprej. In tega nam seveda zelo manjka. Manjka nam pri odraslih ljudeh, kaj šele pri otrocih, ampak to so tiste najpomembnejše kategorije, da nekoga pravzaprav glasbeno življenje sploh privlači, ga potegne v svoj svet in tako naprej. Ne? In to velja tudi za druge oblike umetnosti in nasploh je čas, ki je bolj naklonjen materialnemu kot pa duhovnemu. Ne? In zelo si želimo, da se čim prej iznihamo iz tega začaranega kroga, da ne nazadnje kot družba normalno zaživimo. Ne?
zelo slabo se sprašujemo ljudje sami sebe nekako, kdo sploh smo, kaj je nekako smisel našega obstoja, kaj bi radi dosegli. Slabo načrtujemo svoje cilje, slabo si delamo predstavo tako samih sebe kot naroda, kot neke skupine, kam pravzaprav gremo, in ta vprašanja, ki so zelo pomembna, se vedno manj zastavljajo. Ne? V okviru glasbene šole deluje kar 6 orkestrov in pevski zbor. Kako poteka izbor teh učencev? Lahko sodelujejo le učenci glasbene šole? Ali? Ja, veliko seveda dajemo na skupinsko igro. To je ena temeljnih, bi rekel, idej, zakaj sploh smo in zakaj poučujemo, torej, da gojimo to amatersko kulturo združevanja v orkestre, skupine in tako naprej. No. Seveda ti orkestri v osnovi nastajajo iz učencev glasbene šole, ko so dovolj zreli, ko pridejo na dovoljšen, bi rekel, tehnični nivo in razumevanje tega, zakaj se gre, se vključujejo v orkestre. O tem presojajo učitelji, tako učitelji individualnega pouka, kot tudi seveda vodje in mentori teh orkestrov. Zdaj imamo pa tudi orkester, to je Simfonični orkester glasbene šole Krško, ki pa presega zgolj izobraževalno raven, ampak je nekako krški orkester, katerega kadrirajo tako učenci, kot bivši učenci, kot učitelji glasbene šole, kot odrasli, zreli ljudje, ki se tudi že leta v te skupine vključujejo. Tako da mešano, odvisno od narave in, bi rekel, pozicije samega orkestra. Veliko poudarka dajete glasbenemu izobraževanju otrok s posebnimi potrebami. Pred nekaj leti ste namreč na šoli oblikovali skupino učiteljev, ki se med ostalim posvečajo tudi temu delu. Res je. Se pravi, ena izmed osnovnih, bi rekel, namenov, zakaj glasbene šole obstajajo, je tudi krepitev, bi rekel, položaja teh mladih, ne glede na njihove osebne okoliščine. Se pravi, mi smo nekako kot glasbena šola dolžni skrbeti za neko kulturno izobraževanje, za neke dodatne vsebine, ki jih dajemo tem mladim, ne glede na njihove osebne okoliščine, kot smo rekli. Vsem sodijo seveda tudi učenci, ne samo otroci, ampak učenci s posebnimi potrebami. Ne? Zaradi tega, ker pri nas nimamo samo otrok, ampak tudi odrasli ljudi, nekateri so pri nas pravzaprav v tem programu že 15 let. Mi se temu posvečamo, kolikor pač količinsko in vsebinsko smo sposobni to integrirati znotraj našega siceršnjega programa, ne? In imamo pri tem seveda določene omejitve, tako kadrovske, ker tega kadra ni neskončno veliko, tega časa, ki bi ga lahko namenjali zgolj temu programu, tudi ni neskončno veliko, ker še vedno je to pač del glasbene šole kot take. Tako da žal imamo včasih tudi kakšne časovne omejitve, da je treba malo počakati, da ni možno takoj priti zraven, ali da se te učence druži v skupino, da se to enostavno lažje izvede. In seveda, da je to vse skupaj nastalo, gre pravzaprav zahvala nesebičnosti in veliki naklonjenosti do ranljivih skupin, pač nekaterim posameznikom na glasbeni šoli Krško, ki to vsa ta leta gojijo in držijo po koncu. No. In kaj to pomeni tem otrokom? Kaj jim glasbena šola da, kar jim morda ne da katera druga interesna dejavnost oziroma formalno izobraževanje? Poglejte, to je pravzaprav vidik tega, kar mi neprenehoma na naši šoli zagovarjamo. Glasba ni zgolj tekmovalna kategorija, ni samo rezultat, ni samo kdo zna boljše in hitreje in spretneje nekaj opraviti, ampak je glasba pravzaprav način življenja, razmišljanja, se pravi eno kulturno sporočilo, ki ga skozi glasbo pravzaprav daješ v svoje okolje.
okolje. In ti otroci še posebej niso pri nas zato, da bi dosegali rezultate, da bi dosegali vrhunske rezultate ali da bi okrepili nekatere svoje spretnosti in se potem dokazovali, kaj se pravzaprav kljub določenim primanjkljajem da doseči. Naša ideja je, se pravi, dati tem ljudem eno rdečo nit v življenju, eno vsebino, da tudi ko od nas gredo, imajo inštrument doma ali pa imajo način, kako realizirati tisti dan, kako ga koncentrirati okrog neke aktivnosti, okrog neke dejavnosti, se z nečim konstantno, vztrajno in dolga leta ukvarjati, ne? In to je tista dosti večja dodana vrednost, kot pa sam konkreten rezultat, kaj je zdaj pa nekdo zmogel odigrati na nekem nivoju njegovega izobraževanja ali pa njegovih posebnosti ali pa kakorkoli. In enako pravzaprav obravnavamo tudi vse druge učence, ne? Se pravi, dosti pomembnejša je ta trajna duhovna vsebina, s katero rasteš in v katero rasteš pravzaprav v kvalitetnega človeka, kot pa sam dosežek, samo tekmovanje, sam rezultat, sam uspeh, sama motorična spretnost in tako naprej. Dosti je pravzaprav se premaknilo tisto ozadje, tisti namen vsega skupaj, kaj sploh delamo in zakaj delamo, v sama procesna pravila, se pravi, kako to delati in kako znotraj tega predvidljivega imeti boljše rezultate, ali v smislu spretnosti ali česarkoli že, ne pa v smislu izraza kot takega in pravzaprav doseganja enega drugega metafizičnega ozadja v samem razvoju človeka in mladega človeka. Ne? Glasbena šola Krško je poleg svoje vloge pri glasbenem in osebnostnem razvoju otrok tudi pomemben soustvarjalec kulturnega življenja v domačem okolju. Kako vi vidite to povezanost z lokalnim okoljem? Torej? Seveda smo vzgojno-izobraževalna inštitucija, kot smo že poudarila, se pravi, vzgajamo vse te mlade ljudi in jih hkrati opolnomočimo z vsem tem potrebnim znanjem, ali da se vključujejo v te amaterske skupine, ali muzicirajo bi rekel, tem krogu lokalnem, ali pa ne nazadnje so sposobni napredovati na višje nivoje izobraževanja, narediti sprejemne izpite. Mimogrede, par dni nazaj je tudi vesela novica, da je naš baritonist Klaužer sprejet na konzervatoriju za glasbo v Mariboru. Vsako leto damo nekoga zagotovo oziroma kar nekaj teh otrok tudi naprej. Ampak, kot smo rekla, to ni osnovna in edina dejavnost glasbenega šolstva, sploh ne glasbenega šolstva v manjših sredinah. Ne? V manjših sredinah so ravno glasbene šole tiste, ki pravzaprav pomembno soustvarjajo in krepijo to lokalno, družbeno, kulturno življenje, in tudi glasbena šola Krško na enak način funkcionira. Se pravi, smo sestavni in redni del vseh teh prireditev, ki se ali znotraj družbenega ali znotraj gospodarskega življenja, socialnega in tako naprej dogajajo. Seveda se odzivamo z veseljem, odzivamo brezplačno, odzivamo in smo pravzaprav zelo ponosni, ali da lahko damo našim učencem prostor za nastopanje in da smo neki takšen kulturni gradnik tega okolja, v katerem se nahajamo, ki nam to tudi pravzaprav zelo nesebično vrača in ceni naš položaj, našo pozicijo in našo pripravljenost. Trenutno pa poteka vpis v naslednje šolsko leto. Ja, smo pravzaprav pred vpisi v izjemno zahtevnem času, moram reči, ravno zaradi tega covida in se pravi nedelovanja mnogih sfer družbenega življenja, smo tudi mi bili nadaljavo in takrat, ko se v nekem okolju ne pojavljaš, ne, enostavno bi rekel, ugasneš na nek način. Ampak skratka smo se zelo potrudili, da ne bi niti slučajno se odmaknili iz tega družbenega življenja in naši učitelji so za svojimi učenci nadaljavo
pripravili eno zanimivo predstavitev glasbene šole. To je en taki 8-9 minutni spot, skozi katerega se razvrstijo vsi ti inštrumenti, ki se pravzaprav pri nas dogajajo. Otroci nekaj povejo, zakaj so se za to odločili, iz katerega časa to vse skupaj izhaja, in potem imamo enega zanimivega povezovalca, Boštjan Gorenc Pižama, ki je tudi velik motivator za te mlade ljudi. Nam je ta spot povezal skupaj z znanjem naših učiteljev, je bilo to vse skupaj zmontirano in zapakirano v en taki res lušen izdelek, no. In s tem spotom smo pravzaprav nagovarjali mlade ljudi, osnovnošolce, vrtečane in drugo zainteresirano javnost, naj se nam pridružijo, kajti 20. junija, to je sobota, imamo mi tisti osnovni vpisni dan. Takrat imamo sprejemne izpite, se pravi za vse tiste, ki so stari 7 let in več in bi se učili inštrumenta, petja in tako naprej. In takrat imamo tudi vpise za vse mlajše, 5- in 6-letne otroke, ki se vpisujejo v programe predšolske glasbene vzgoje. V teh programih pa ni sprejemnih izpitov. Se pravi, ta 20. junij je tisti mejnik. Dobili se bomo pred šolo, v vseh standardih tega časa bomo speljali tisti osnovni sestanek, da nagovorimo starše, da jim predstavimo šolo. Kandidati bodo posamično vstopali, ta sprejemni izpit je pravzaprav ena formalnost. Skratka, in pa apel, katera so pravzaprav naša prosta vpisna mesta, kakšne so naše možnosti, da na glasbeni šoli ne poučujemo samo klavirja in kitare, ampak imamo celo paleto inštrumentov in ravno ta paleta je tako zelo pomembna za kasnejše kulturno in družbeno življenje znotraj orkestrov in tako naprej. Dostikrat se odločajo starši in otroci za individualne inštrumente in jim je potem mogoče žal zaradi tega, ker se ne morejo priključiti godbi, pa ne morejo v simfonični orkester in tako naprej. Tako da poskušamo jim predvsem prikazati vso barvitost našega izobraževanja in jih seznaniti nenazadnje tudi s tem, da mi lahko vpisujemo zgolj toliko otrok, kot jih na posameznem inštrumentu zaključi izobraževanje. In ko jim to predstavimo, pogledamo tudi nekatere njihove značilnosti, motorične, spretnostne, kar se tiče mogoče motorike prstov ali pa določenih značilnosti, ali so že pravi zobki ali še ne. In ko jih na ta način opremimo z določenimi nasveti in se pogovorimo s starši, najdemo neko pozicijo za njih znotraj glasbene šole. Kakšni so načrti še v letošnjem letu? Kaj še pripravljate? V letošnjem letu se pravzaprav ne bo zgodilo razen teh sprejemnih izpitov nič posebnega. Smo ob vse nastope, ki so se običajno dogajali, zelo skoncentrirano dogajali v tem obdobju. Smo ob koncert orkestrov, smo ob koncert komornih skupin, smo ob veliko plesno produkcijo, ki se vsako leto konec zgodi, in smo ob vse te nenazadnje diplomske, oddelčne, razredne nastope, ki zaključujejo, rezimirajo neko šolsko leto zaradi te situacije. Še vedno smo šolska ustanova, na kateri ni druženja, v katero starši ne vstopajo v tem kritičnem obdobju in se vse te produkcije in nastopi ne speljejo. Nažalost, ne. Smo torej pred sprejemnimi izpiti, tudi pred podelitvijo spričeval zaključkom šolskega leta. Tudi spričevala se ne bodo nič kaj svečano podelila zadnji dan 24., ampak jih bomo že od 22., od tistega ponedeljka naprej delili na individualnih urah, tako da bojo do srede, do 24. znotraj individualne ure te stvari razdeljene, da tudi tu ne bomo imeli koncentracije ljudi na šoli. Pravzaprav tudi pod vprašajem so mnoge poletne šole, mnoge poletne prireditve, katerih sestavni del tudi kot šola smo, tako da nestrpno čakamo na 1. september, na neko normalno, kompletno delujoče šolo in okolje, v katerem bo to mogoče. In si želimo seveda, da se to zgodi. Tako na tej točki tudi zaključujeva današnji pogovor. Gospod Režman, hvala za obisk v studiu in za pogovor.
Hvala lepa vam. Vam, spoštovani gledalci, cenjene gledalke, pa hvala za pozornost. V nadaljevanju pa vabljeni k ogledu predstavitvenega filma Glasbene šole Krško. Živjo, jaz sem Boštjan in me glasba zelo zanima, ampak žal znam igrati sam na glasbeno skrinjico, ne, glejte. Z njo zadanem čisto vsak ton. In tudi ritem pravi, da imam dober, ampak jaz bi se res rad naučil kakšnega inštrumenta. Pravi, da je tale glasbena šola Krško kar zanimiva. A se da mogoče en mal pokukati vanjo, da vidim, kaj se dogaja? Glasbeni trajekt bo kmalu izplul. Potniki, vkrcajte se. Glasbeni je kul, ker se imamo dober ful. V glasbeni je kul, to verjamem. Se vidi, že prva dva učenca sta bila čist nasmejana, ampak jaz sem eno drugo težavo, namreč glasba mi je, kot sem rekel, zelo všeč, ampak ne vem, katerega glasbila bi se lotil. In zdaj, kar rečem lotil, mislim, katerega glasbila bi se učil, ne, da bi se ga lotil, tako kot sendviča, pa ga pojedel. Čeprav, ne vem, kakšen kontrabas, ne, od tega bi bil človek kar sit, pa še fine nit, te strune ima pol, da si malo zobke ponitkaš, tako da... Ampak, pustimo to. Dajte mi prosim pokazati, katera glasbila se lahko učimo pri vas. Živjo, to je moj inštrument čelo. Všeč mi je zato, ker ima zelo lep zvok. Če hočeš, da se muzika sliši, se v krško glasbeno brž piš. Igram klavir in cuk pozavno, na orkestrih je pa sploh zabavno. Je Franci arh učitelj moj, bo zelo vesel, če bo tudi tvoj. Pozdravljeni, predstavila vam bom francoski rok oziroma horen. Zanj sem se odločila, ker ima nežen zvok in imam prijaznega ter zabavnega učitelja. Sedaj pa poslušajmo njegov zvok. Kako se vam je zdel zvok? Tole je pozavna, zna biti zelo zabavna, ima super zvok in učitelj sploh ni strog. Dober štima tale rima, mene pa vsem še nekaj zanima. Kaj če tako, kot včasih nipke, bi se hotel naučiti inštrument na tipke? Res, ker en inštrument na tipke imam, tegale, ne, ampak se vsi zgražajo, ko ga igram na družinskih slavjih. Pa sploh ne vem zakaj, lejte, tega poslušaj, lejte, to je... Tako da me zanima, a imate kakšno drugo glasbilo na tipke, ki bi se ga človek lahko naučil in da pa, ki bi ga igral na dedkomu rojstnemu dnevu, recimo, da starša ne bi zardevala pred ostalimi sorodniki, ja? A imate kaj takega? Glasbena šola je zame dejavnost, ki dopolnjuje moj prosti čas ter me spravi v boljšo voljo in sprosti. Kot ste slišali, ima harfa prečudovit zvok, kar je bil tudi glavni razlog, zaradi katerega sem se odločila, da bom začela igrati na harfo. Trobenta je en tak fajn inštrument, saj ima čudovit zvok, z njo lahko igramo vse zvrsti glasbe ter v mnogih orkestrih in bendih, pa še najboljši učitelji poučuje. Z mano je bila že marsikje, upam, da se boste odločili za njo in doživeli takšne dogodivščine, kot sem jih jaz. Zame je harmonika najboljši inštrument.
športovanje instrumentov? Je, da je kul. Za saksofon sem se odločila, ker ima zanimivo obliko in lep zvok. Poslušajte. Obiskujem 8. razred glasbene šole, kjer igram harmoniko. Z njo lahko igram vse od klasike pa do narodno-zabavne glasbe. Imam zelo prijazno učiteljico, s katero se zabavama in trdo delava. To pa je moj najljubši odsek iz pesmi. V glasbeni šoli mi je najbolj všeč to, da so vsi učitelji prijazni ter te tudi pohvalijo, ko narediš kaj dobro in te spodbujajo. Kot najbrž se zanima, moje citra imajo 36 strun. S citrami se lahko udeležite tudi različnih tekmovanj in spoznate nove prijatelje. Obiskujem 2. razred klarineta. Moj učitelj je Peter Gabrič, je zelo prijazen in mislim, da me že veliko naučil. Ko bom velika, bi tudi jaz rada igrala v godbi. Wow, kako hudo, kakšna izbira glasbil, kaj? Mi smo pihala, trobila, brenkala, godala, glasbila s tipkami, wow, vse. In taka večja glasbila, manjša glasbila, ukulele, kitalca, ti si bilo tako dobro, ampak pa me pa zanima, kaj pa največje glasbilo, ki se ga da učiti prva, a imate kakšno glasbilo, ki je toliko veliko, da ga sploh ne moreš s sabo nositi naokoli, ali pa, a imate kakšno glasbilo, ki je toliko veliko, da ga recimo sploh doma ne moreš spraviti v sobo, Pozdravljeni, sem Matija in že 5 let igram ta prečudovitni inštrument, orgle, ki velja za kraljico inštrumentov, saj lahko s tem veličastnim glasbilom oponašamo vse ostale. Pa si kar poglejmo, kako mogočen zven imajo lahko orgle. Fagot je zakon! Tale fagot je pa ta prav falot, a ne? Ker sem poslušal vso to glasbo, sem začel kar tako zibati sam od sebe zraven in dobro, da sem v svoji sobi, ker mi je sicer malo nerodno, ker nisem glih najboljši plesalec. Ampak, veste, kaj me zanima? Če me v vsej tej glasbi, v glasbeni šoli Krško prime, pa da bi tudi zaplesal zraven, a mi lahko kako pomagate? Pri plesnih mi je najbolj všeč, da nas glasbena šola velikokrat med ali pa uspešno z zaključenim letom nagradi z različnimi izleti. Naprimer, bili smo na morju v Zadru, v adrenalinskem parku, udeležili smo se različnih izmenjav in intenzivnih priprav. Tako se vezi, ki jih spletemo že med plesom, samo še bolj utrdijo. Irene, kaj ti je všeč pri tvojem inštrumentu? Da lahko razbijam. To je to, glasba, ritem, gibanje, vse na kupu. Ampak, dajte mi še nekaj povedati. Glasbene šole imajo običajno potem zaključne skupne koncerte, kjer se pokažejo vsi učenci. Lahko slišim, kako zgleda, ko vi vsi zaigrate skupaj.
Jaz sem se odločil, glasbena šola Krško, to je to. Vpišite se tudi vi. Več nas bo, več glasbe bomo skupaj ustvarjali, več veselja bomo dali lahko svetu. Se vidimo.